tukaj na tej točki ob vsem spoštovanju seveda pa smo dolžni opozoriti, da se odpira res popolnoma nov poligon za zlorabe in za dokončno prevlado in zadnjo fazo tajkunstva v tem smislu. Torej gre za stvarne vložke v smislu poštene vrednosti, stvarne vložke, ki so brez cenitev možni v postopkih dokapitalizacije in v tem smislu se računa, da je borzna cena, s katero se lahko manipulira na eni strani v smislu znižanja cen in na drugi strani v smislu dviga in višanja cen, na ta način prevzemati podjetja in popolnoma in dokončno izriniti male delničarje iz lastniške strukture v Republiki Sloveniji. To je edini možen izhod oziroma rezultat teh predlogov v praksi. Zato še enkrat prosim člane odbora in odbor, da podprete in da se tukaj opravi dodaten razmislek do plenarnega zasedanja, kjer lahko to, ukolikor bojo ugotovitve drugačne in strokovna presoja še vedno sprejme, da v tem smislu seveda podprete tiste predloge, da ti členi ostanejo odprti, torej 5. člen, 7. člen in pa 11., 12., 13., 15. člen ter 25., 27., 28., 29., 30., 32., 36. člen. Vsi se namreč nanašajo na novo, popolni novum, torej možnost stvarnih vložkov kot delnic, ki so že v lastniški strukturi družb in na ta način zelo elegantno izvedbo njihovih prevzemov mimo kakršnih koli cenitev postopkov realnih vrednot. Hvala lepa, se opravičujem, trudil sem se biti kar se da kratek in idealno. Hvala lepa, gospod Verbič, ne rabite se upravičevati, jaz cenim vaše prizadevanje, vaše delo, vaše pripombe, tudi ne oporekam, da pri nekaterih, da imate verjetno prav, mislim, da podobno mislijo tudi drugi kolegi, ampak ne bi rad v njihovem imenu govoril. Ampak zdaj pa, gledajte, bodimo praktični in mi moramo spoštovati in upoštevati poslovnik. Škoda je, da ste vi dali vaše pripombe pozno, te pisme, ki smo jih dobili tudi sem državni zbor, zadnji dan, ko je bila možnost vlaganja individualnih amandmajev, da bi lahko poslanci vložili amandmaje. Niso vloženi amandmaji, tako da jih ne moremo obravnavati. Bi pa prosil državnega sekretarja, da se, ker so bile precej kritične pripombe izrečene in napisane, da se nakratko do njih opredeli. Do plenarne seje ni možno spet pri členih, ki niso odprti oziroma ne bodo odprti, narediti nič, ker lahko se bo dajalo amandmaje samo na tiste člene, ki bodo odprti z amandmaji. Izvolite, gospod državni sekretar. Hvala lepa. Ja, dosti kritičnih besed, ampak moram reči zelo površne, pavšalne besede skozi vrsto členov. Če sem konkreten, še enkrat, gre za implementacijo direktiva, ki dopušča poenostavljanje nekaterih postopkov. Dopušča. Ne pa nalaga. In besede, kot so podtaknjeno in podobno, kategorično zanikam. Bom pa povedal, v katerih primerih, egzaktno, kar vi niste. Poenostavljajo se postopka vlaganja stvarnih vložkov in opušča se dolžnost ponovnega, poudarjam, ponovnega vrednotenja in revizijskega pregleda v 3 primerih. To pa so, prvič, če so predmet stvarnega vložka prenosljivi tržni vrednostni papirji. Tržni vrednostni papirji, kateri cenih je jasna, na trgu, na borzi. Drugič, če je predmet stvarnega vložka že bil predhodno vrednoten in revizijsko pregledan. Že revizijsko pregledan. Ter tretjič, če je poštena vrednost stvarnega vložka razvidna iz revidiranega, poudarjam, revidiranega letnega poročila gospodarske družbe. Spravi, vse trditve, da je vrednost vložkov padla iz neba, kategorično zavračam. Poenostavitev gre v tej smeri, da ni treba večkrat obvrednotiti stvarne vložke pri postopkih poslovanja družb. Hvala lepa. Hvala. Besedo je želel še predstavnik gospodarske zbornice. Gospod Podbevski. Jaz
Sicer bomo šli verjetno skozi amandmaje posamezne člene. Če imate pri posameznem, bi potem... Tukaj se popolnoma strinjam z gospodom sekretarjem, tudi mogoče gospod Verlič, ko bo videl eno cenitev javne družbe v praksi in kako pravzaprav cenilc se sklicuje na cene na trgu, bo vedel, da se popolnoma javne delniške družbe na organiziranem trgu, ki je v zakonu zajeta, bo cenilc pogledal gibanje cene na trgu in bo dal mnenje in se bo zgodilo isto, kot se bo dogajalo po tem zakonu. Tako samo mogoče toliko tukaj, pa bi pol kasneje pri členih. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati o teh členih? Polemike ne bomo vodili ali pa simpozija počeli. Zaključujem to razpravo. Gospod Verbič, kratko prosim. Hvala. Samo pojasnilo, kar se tiče seveda cenitev in upravljenih revizij v podjetjih, imamo s tem večletne izkušnje, kako so te revizije opravljene. Vemo pa tudi, kakšne so kazni, ki so predvidene za morebitne prirejene revizije, kot bi se v postopkih pokazale. 150 000 evrov v primerih, ko govorimo o premoženju, ki ste ga omenjali v milijardah in več milijardah evrov. A veste, kaj je za vsakega opravičljiv strošek, ki ga brez posebnih težav pravi? Skratka, gre na eni strani za revizije, ki so tako ali tako v podjetjih upravljene, in za sankcije, ki so morda za te revizije, ki bi bile prirejene. Tukaj imamo izkušnje, podal sem samo eno, cel SCT 12 milijonov evrov, upravljena revizija, upravljen poročilo revizijsko, pa takšnih primerov lahko naštejem še nič koliko. Druga stvar pa je vrednotenje na Ljubljanski borzi. Točno vemo, da je vrednost možna v tem smislu in sam sem recimo to demonstriral na primeru Velane, ko je vrednost delnice v nekaj dneh zrastla za več kot 10-krat ob samo mojem lastnem angažmaju z nekaj 100 evri. In veste, kaj se bo dogajalo na ta način v gospodarskih subjektih, ki imajo res močno zaledje v finančnem smislu, kako lahko manipulirajo, kolikor je to interes, vrednost delnic na trgu in kaj bo rezultat takšnega dogajanja. S tem se odpira, še enkrat opozarjam, popoln divji zahod na tem področju in meni je žal, da moram to povedati. Predhodno, preden smo dali v roku, torej v četrtek 29. amandmaja v Državni zbor, je bila tudi vlada na to upozorjena, da gre tukaj za zelo problematično situacijo in s tem v zvezi seveda smo dolžni na to upozoriti. Druga stvar pa je, da so vsi ti členi predsedujoči odprti, kajti gre za novelo zakona, kjer so vsi ti členi znova predlagani, mi samo predlagamo, da se jih pusti odprte do plenarnega zasedanja, kjer se jih lahko, tako kot predlagamo že zdaj, tudi črta, ukolikor se dejansko ugotovi, da so naši pomisleki utemeljeni. Jaz sem prepričan in verjemite mi, da ne bi na ta način tukaj nastopil, če ne bi bil v to trdno prepričan. Hvala. Člene, ki bodo odprti, kot sem rekel, bo možno vlagati še amandmaje do plenarne seje.